In zdaj smo pri ključnem vprašanju, kaj se zdaj dejansko dogaja v svetu. Zaslepljeni smo s tem, da ne bi bili v času nekakšnih rahlan ukrepov, pa da kar naenkrat ni več prva novica virus, pa kar naenkrat so spet gostilne polne, pa vse izgleda lepo. V zadju se pa dogajajo ključne agende. Ena je prav na nivoju Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi zdaj sprejela neko novo ustavo ali pa sporazum o njenem delovanju, ki bi ji omogočil, da sploh ne rabi več nobenih strokovnih utemeljitev za razglasitev pandemij ali pa pandemij, kakorkoli bomo rekli. In vse države ne bi bili podpisniki, a ne? To je eno, ampak kar je za nas še večji izziv, je, da bi Evropska unija takoj sprejela to vrstno ureditev Svetovne zdravstvene organizacije oziroma opredelitev, da bi vse države članice morale spoštovati odločitev potem Evropske unije oziroma Bruslja za, ne vem, ukrepe, maske, cepiva. Kaj to dejansko pomeni? To je konec suverenosti nacionalnih držav in to je ta ključni cilj globalistov, ena vlada, ena odločitev. Njim se ne da več ukvarjati z nacionalnimi državami. To jih stane preveč, to je preveč časa, energije. Oni želijo postaviti en center, iz tega centra udejanjati svoje odločitve, pa mogoče, če zdaj še malo zakompliciramo, v vsem političnem, družbenem dogajanju trenutno na svetu je na udaru Evropa. Naša omika, naša tradicija. Mi smo braniki še vsega, kar je bilo po svetu, zadnji otok. In to želijo sesuti. Mi smo pa v epicentru te Evrope. Zmeri tudi, ko se pogovarjamo, zmeri smo bili premajhni za ekonomijo obsega, za trženje, za ne vem kaj. Za spremembo smo pa končno ravno prav majhni.